Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo pozdravljeni. Ob vstopu v adventni čas se bomo z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom pogovarjali o tem, kakšno oporo v času prihajajočih praznikov bolnikom in njihovim svojcem predstavlja duhovna oskrba v največji slovenski zdravstveni ustanovi. Predstavili bomo tudi župnijo Radenci. Župnika patra Alberta Bačarja smo pred mikrofon ujeli na mini počitnicah prijateljev Radia Ognjišče pretekli konec tedna. Odmevalo pa bo tudi slovesno četrtkovo praznovanje 30. obletnice začetka oddajanja Radia Ognjišče. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri godujejo Vivjana Živka Mučenka, Blanka Spokornica in Hromaci Škof. V torek Frančišek Saver Redovnik, Sofonija Prerok in Galgan Puščavnik. V sredo se bomo spomnili Janeza Damaščana, duhovnika in cerkvenega učitelja, pa Barbare Mučenke in Ozmunda Škofa. V četrtek so na koledarju zapisana imena Savo, Saba Opat, Krispina Pina Mučenka in Gerald Škof. V petek Nikolaj Miklavž Škof, Dionizija Mučenka, Peter Pashazi Škof. V soboto pa Ambrož Škof in cerkveni učitelj, Evtihijan Papež, Jožefa Rosello Redovnica. V nedeljo bo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Namen apostolata molitve v novem mesecu. Danes smo vstopili v zadnji mesec koledarskega leta, zato poglejmo molitveni namen papeža Frančiška za december. Za romarje upanja. Molimo, da nas ta jubilej utrdi v veri in nam pomaga prepoznati ustalega Kristusa sredi življenja ter nas preobrazi v romarje krščanskega upanja. V današnjem gospodovem dnevu. Dopoldan bo v Radmirju v župnijski cerkvi svetega Frančiška Ksaverija blagoslovitev obnovitvenih del in sveta maša ob godu farnega zavetnika. Ob 10. bo slovesnost vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ponedeljek. Jutri se bodo v Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega začele zornice ob 6:30 zjutraj. Torek. V župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani bo v torek slovesen blagoslov prenovljene kapele svetega Frančiška Ksaverja. Ob 18:30 bo slovesnost vodil nadškof Stanislav Zore. Po maši bo akademija. Sreda. Pri sveti Ceciliji bo molitveno srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike. Torej v sredo ob 17:30, najprej molitev rožnega venca, ob 18:00 še sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Petek. V petek bo v Ljubljani v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja pri frančiškanih na Tromostovju ob 19:00 sveta maša za uspeh beatifikacije božjega služabnika Franca Kramariča. Somaševanje bo vodil dr. Simon Onušič, domaj župnije Stari trg pri Ložu, kjer je kot kaplan deloval in bil umorjen Franc Kramarič. V Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja bo v petek slovesna maša ob prazniku zavetnika stolnice, ob 19:00 bo maševal škof Peter Štumpf. Sobota. V soboto bo v Vipavi v škofijski gimnaziji ob 9:00 dan odprtih vrat. Na Brezjah, v dvorani nad zakristijo bazilike, bo simpozij o svetem letu, začel se bo ob 10:00. V Mariboru na glavnem trgu pred kipom Brezmadežne bo v soboto ob 18:00 poklon Brezmadežni. Ob 19:00 bo v stolnici sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Nedelja. V nedeljo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja praznovanje Miklavževe nedelje. Ob 9:00 bo slovesno bogoslužje vodil nadškof Zore. V Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, bo čez teden dni ob 10:00 sveta maša na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije in Miklavževa nedelja ter izročitev svetih pisem katehumenom. Maševal bo škof Saje. V Črenšovcih,
V župnijski cerkvi Povišanja svetega križa bo v nedeljo pol 11. sveta maša ob sklepu Kleklovega leta in ob 120-letnici začetka izhajanja Marijinega lista. Želimo vam lepo nedeljo. Vriskaj, veseli in raduj se iz vsega srca. Te besede iz Svetega pisma najbolje povzamejo praznovanje 30-letnice Radia Ognjišče, je v četrtek na dan obletnice na Brezjah poudaril direktor monsignor Franci Trstenjak. Za vse sodelavce, poslušalce in za skupnost prijateljev, ki nam zdravijo omogočate delo, smo se zahvalili Sveto mašo pri Mariji Pomagaj, ki je tudi zavetnica našega radija. Somaševanje o prisotnosti približno 40 duhovnikov je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki nam je čestital, da smo skozi oddaje, dogodke, romanja in radijske počitnice oblikovali podobo, ki postaja in ostaja zelo prepoznavna v našem medijskem in cerkvenem prostoru. No, nekaj utrinkov iz praznovanja pa v prispevku Marte Jerebič. Nadškof Stanislav Zore se je v nagovoru poleg sodelavcev in prijateljev Radia Ognjišče posebej spomnil tudi njegovega ustanovitelja, očeta Franca Boleta, ki so mu avgusta letos postavili spomenik v Knežaku. Mislim, da mu lahko upravičeno rečemo oče. Se je najprej za idejo, potem pa za uresničitev te ideje delal z vsemi talenti in z vso močjo svoje neomajne volje, ki jo izžareva tudi napis na spomeniku, ustanovitelj Ognjišče. Oznanjal je besedo, vztrajal v ugodnih in neugodnih časih. Nadškof Zore je nato izpostavil dve področji programske usmeritve Radia Ognjišče. Prvo je evangelij, ki, to vsi vemo, pomeni veselo novico in ga ni mogoče oznanjati z dolgimi in mračnimi obrazi. Zahvaljujem se vam, ker poslušalec tega radija vedno lahko začuti, da ga preko mikrofona nagovarja človek, ki ima pozitiven odnos do življenja. S tem pa tudi pozitiven odnos do človeka, pozitiven odnos do družbe. Ta pozitivnost je nalezljiva, žal pa je taka tudi črnogledost, ko vsak dan poslušamo o razčlovečenju posameznika in uničenju narodov. In zato, dragi radijci, je tako dragoceno, da veliko poveste še z druge strani. Ne z druge strani političnega prostora, z druge strani usmeritev družbe, ne. Ampak tista druga stran je temeljno sredstvo novinarja in medijskega delavca. In to je resnica. Kot je še dejal nadškof Zore, Jezusov glas resnice zmore poslušati samo tisti novinar in tisti medij, ki ima čisto srce, poštene namene in dovolj osebnega poguma, da ga ne premamijo ne grožnje in ne obljube. O medsebojni povezanosti radijcev, sposobnosti sodelovanja, skupnega garanja in potem skupnega praznovanja ob uspehih pa je dejal, da je večje in močnejše sporočilo temu svetu kot vse drugo. Hvala vam za to pričevanje edinosti in nikoli se ne naveličajte storiti vse, da boste edini. Kot drugo pomembno programsko usmeritev Radia Ognjišče je nadškof Zore izpostavil slovenstvo in se nam zahvalil, da to poudarjamo in tudi s pravilno rabo slovenščine vzgajamo ljudi. Ob koncu nagovora pa je zaželel: Marija Pomagaj vas spremlja od samih začetkov, naj vas obdaja s plaščem svoje dobrote in varstva, da vas surovi vetrovi časa ne bodo ožgali, ampak vas bodo okrepili za novo zvestobo in za novo ustvarjalnost. Tudi direktor Radia Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak, se je zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem ter dobrotnikom, ki s svojimi darovi in molitvami omogočate, da je radio živ in se lahko razvija. Brez vaših darov bi se radijski program ne mogel slišati. Bog naj vam obilno povrne to vašo dobroto. Hvala pa tudi vsem drugim poslušalcem, ki ste zvesti v poslušanju in širjenju dobrega imena v svoji življenjski okolici. Pri maši je prepevala vokalna skupina Elinor, ki je po njej pripravila še kratek koncert Marijinih pesmi. Vmes smo podoživeli vezi, ki smo jih v 30 letih spletli z zavetnico Radia Ognjišče Marijo Pomagaj. Da je Radio Ognjišče pomemben glas cerkve, saj pomaga pri evangelizaciji in krepi dobro in lepo, večkrat slišimo strani slovenskih škofov. Nekaj njihovih misli je povzela Tanja Dominko.
Predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje poudarja, da ima Radio Ognjišče zelo velik pomen. Kar se tiče informiranja in na drugi strani pa tudi formiranja, se pravi poučevanja, razlaganja, ne samo o informacijah na splošno, ampak predvsem o veri, o cerkvi, kako naše krščanske skupnosti živijo, katere so področja, s katerimi se ukvarjajo, izzivi, predvsem v tem času velikih sprememb na vseh področjih, tudi na osebnih, je radio priložnost, da hitro da določeno informacijo, da pomaga razumeti ta čas. 30-letnice je zato zelo vesel. O željah za naprej pa pravi takole. Da bi ostali zvesti resnici, pravičnosti, evangeliju, da bi širili veselo novico evangelija, da bi širili veselo novico o življenju, človekovem dostojanstvu, o tem, da imamo veliko možnosti za razvoj. Tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl se pridružuje voščilu o prazniku. Poudarja zlasti vlogo Radia Ognjišče kot sopotnika v življenju mnogih, od jutra do večera, pa tudi po noči. Ste radio, ki prinaša ljudem pozitivno sporočilo. Tisto sporočilo, ki se dotakne srca, ki ga napolni s toplino in ga tudi bogati. Mnogi ljudje so danes nezaupljivi, razočarani, zato ljudje vam tako radi prisluhnejo, ker ste v službi resnice. Resnice pisano z veliko začetnico in resnice, ki ni popačena in ni prirejena. Vesel sem, da imamo Radio Ognjišče. Hkrati se zahvaljuje vsem radijskim sodelavcem, ki kot pravi svoje delo jemljemo kot poslanstvo. Kot poslanstvo v dobro ljudi, ki vas poslušajo in so postali del vaše velike družine. Murskosoboški škof Peter Štumpf je omenil, da je 30 let tudi doba Kristusovega oznanjevanja. Kako pa vidi delo radia? 30 let delovanja, 30 let oznanjevanja, 30 let pričevanja. Bog plati, če lahko rečem nekoliko prekmursko, za vse, kar je bilo, kar še bo, kar je po vas Gospod dal nam, da lahko še naprej krepimo svojo vero in hodimo po poti upanja. Za naprej pa nam murskosoboški škof želi obilje Božje pomoči in darov, krati tudi poguma in pa varstva Matere Božje. Torej, Radio Ognjišče, vse najboljše za zrela Kristusova leta. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar je dodal tudi osebno noto. Res veliko ljudi spremlja radio doma, posebej ostareli, bolni, ki ne morejo recimo na koncerte, ko ne morejo k maši, ampak doma. Moja mami ima vse skozi priklopljen Radio Ognjišče, takrat, ko je maša in takrat, ko je koncert ali pa so poročila. Tudi v njenem imenu, pa v imenu vseh starejših bi se zelo zahvalil za vaše ustvarjalno delo in za vaše, to je dejansko ljubezen do bližnjega. Za naprej pa nam želi. Naj Gospod še naprej ohranja vse sodelavce v tem duhu oznanjevanja, kajti to ni samo običajno delo na radiju, ampak to je dejansko evangelizacija. Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan je omenil zlasti zvestobo poslušalcev. To pomeni, da ljudje cenijo poslanstvo Radia Ognjišče in cenijo tudi kulturo in kvaliteto oddaj in nastopov. Je po letošnjem gala koncertu dejal upokojeni novomeški škof Glavan. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Vstopili smo v adventni čas, v katerem se bomo kristjani poglobljeno pripravljali na praznik rojstva našega odrešenika. Že na današnjo nedeljo bomo na adventnem vencu prižgali prvo svečo. Kako pa adventni čas in duh Božiča, pa tudi drugih praznikov, kot je Sveti Miklavž, doživljajo v naši največji zdravstveni ustanovi, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, pa nam bo danes povedal dežurni bolniški duhovnik in župnik bolniške župnije v Ljubljani, gospod Anže Cunk. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. Kje točno obiskujete bolnike in kdaj darujete svete maše na področju Ljubljane? Kako ste dosegljivi tudi? Bolniška župnija deluje, oziroma bolniški župnik deluje na področju 3 največjih ustanov, in sicer Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, potem Onkološkega inštituta in pa tudi bolnišnice dr. Petra Držaja v Šiški. V vseh 3 ustanovah so tudi kapele, in sicer v
kliničnem centru je kapela Povišanja Svetega križa, tam darujem sveto mašo vsak večer od ponedeljka do petka ob 7:30 in pa vsak ponedeljek 20:06 zjutraj, ko je sveta maša za zaposlene. Potem na Onkološkem inštitutu v kapeli Marije zdravje bolnikov darujemo sveto mašo ob torkih, četrtkih in petkih ob 10:00 dopoldan in v kapeli bolnišnice Petra Držaja ob sobotah ob 15:00. Ste pa na voljo tudi za, če vas bolniki ali njihovi svojci potrebujejo, vas pokličajo. Tako, seveda sem na voljo, tam objavljen je tudi telefon, da me lahko pokličajo po svojci, pacienti sami ali pa zdravstveno osebje. Ali bo sveti Miklavž razveselil tudi otroke v bolnišnici, kako se pripravljate nanj? Od ustanovitve bolniške župnije, torej leta 1980, od takrat naprej bolniški župnik skupaj z Miklavžem vsako leto obišče otroke in tudi letos bo tako. Bo tako, ne bomo izpustili godu svetega Miklavža. Prav gotovo odšli bomo skupaj s svetim Miklavžem in njegovim spremstvom na pediatrično kliniko, pa na kliniko ORL, dermatološko in očesno, kjer se zdravijo naši otroci in se godu svetega Miklavža prav gotovo razveselijo, kljub svojim okoliščinam, kljub svoji bolezni, ga še toliko bolj potrebujejo, bolj pričakujejo, ker včasih kar malo pozabijo na to, da prihaja ta sveti mož, a kljub vsemu jih obišče tam, kjer so, in jih potem razveseli. Koliko otrok približno potem obdaruje sveti Miklavž v bolnišnici? Sveti Miklavž približno obdaruje okrog 180 otrok. Tisti, ki so hospitalizirani v tistem času ali pa so tisti dan prišli na pregled k zdravniku. Tudi vnaprej boste v bolniški župniji praznovali tudi Božič, pa tudi prihod novega leta. Kako praznujete, kako odmevajo ti prazniki takrat? Ti prazniki so v bolnišnici zelo posebni, zelo pomembni, ker ljudje smo še bolj občutljivi, že tako po naravi in po praznikih smo občutljivi, predvsem pa, če nas stare še bolezen in skrbi. In prav gotovo takrat bolj občutimo to božjo bližino, zato tudi duhovnik je bolj navzoč na vseh oddelkih, seveda kamor pokličejo. Tako da v bistvu pripravljali se bomo na Božič tako normalno kot po vseh župnijah. Prav gotovo pa bomo v vseh kapelah postavili jaslice, ki nas bodo spremljale potem v božični čas, da se tudi bolniki, njihovi svojci, pa celotno zdravstveno osebje lahko ustavi, pomoli, priporoči novorojenemu odrešeniku. Še posebej se potrudimo, da so res jaslice, da nas nagovarjajo, da ni to samo postavljena sveta družina, par pastirčkov, ampak da je res nas nagovarja in da lahko ob njih molimo. Dejali ste že, da so to posebni trenutki. Kaj pomenijo tovrstni dogodki, to praznovanje za tiste, ki so recimo še posebej v težkih preizkušnjah ali pa ki so dlje časa hospitalizirani, ki so v bolnišnici, za njih, za njihove svojce? Prav gotovo praznikov se vsi razveselimo, ampak velikokrat nam prinesejo prazniki tudi bolečino, ker se spomnimo na tiste, ki smo jih imeli radi, pa jih ni več z nami, ali pa preživljamo čas praznikov v bolnišnicah. In ti ljudje, ki so v tistem trenutku ne morejo biti doma, se razveselijo prihoda duhovnika, da prinese novorojenega odrešenika. Tudi svojci potrebujejo toplo besedo, prijazno besedo, da se vošči praznike, da je odrešenik prišel zato, da je tukaj z nami, da nosi naše stiske, naše težave, naše skrbi, da mu jih lahko izročamo. Velikokrat sem se pa tudi že pogovarjal z zdravstvenim osebjem, da včasih pa se zgodi, da koga raje čez praznike še zadržijo notri, ker vejo, v kakšno stanje se bo vrnil domov. In da tega človeka rešijo, ga raje zadržijo čez praznike še noter, potem pa spustijo nazaj domov. In prav ti ljudje, ki so osamljeni, ki so v svoji bolezni sami, še posebno takrat potrebujejo pomoč, potrebujejo stisk, dotik, toplo besedo in prijazno besedo, predvsem pa, da jih ima Bog rad, tako kot vsakega izmed nas. Kako pa vi doživljate ta stik z bolniki v tem času, ko so prazniki? Ste mogoče kdaj doživeli kakšno posebno izkušnjo, ki se vas je tako dotaknila? Prav gotovo, kar nekaj je izkušenj, ko vidim na lastne oči,
kako Bog deluje v življenju človeka, kako deluje v življenju pacienta, kako mu izboljša zdravje, ne samo telesno, velikokrat duševno, duhovno zdravje, lahko pa tudi telesno, ne, dogajajo se čudi že iz dneva v dan, to vidi zdravstveno osebje, vidijo svojci, vidim jaz. Ampak pomembno je pa tudi to, da vidimo, kako se lahko človek tudi lahko v miru poslovi z tega sveta, pomirjen sam s sabo, z Bogom in s svojci in odide, ne, v večno življenje. Naj pa povem en tak zelo zanimiv primer, ki se je zgodil na priprošnjo Brezmadežne Marije. Ne, v decembru bomo praznovali in obhajali njen god. Ko sem prišel v ljubljanski hospic in podelil gospe zakramente, so me prosili, če bi lahko obiskal še eno gospo, ki ni bila verna. Pa sem ji dal Brezmadežno svetinjo in jo je sprejela. In ta gospa si je potem to svetinjo dala na prsi in jo potem cel dan, celo noč imela na sebi, naslednji dan pa prosila za zakrament Svetega krsta in po prejetih zakramentih se prepustila Božjemu objemu. To pomeni, da je Marija delovala, je naša mati, vedno in povsod priprošnica, ki nas ima pod svojim plaščem in prav gotovo nikoli ni prepozno za srečanje z Bogom, za srečanje z njo, lahko tudi v zadnji minuti našega zemeljskega življenja. Kako pa na vaše delo gledajo zdravstveni delavci, zaposleni, zdravniki, medicinske sestre? Kako sodelujete z njimi? Gotovo je potreben ta stik tudi z njimi. Res je, tudi sodelovanje z zdravstvenim osebjem je zelo pomembno, predvsem v trenutkih, ko vidijo, da tudi njim uhaja delo iz rok. Ne? Velikokrat zdravniki, pa tudi medicinske sestre čutijo, da so storili vse, pa se je življenje žal na zemlji izteklo. In to čutijo kot del svojega neuspeha. Pa jim velikokrat rečem, da to ni njihov neuspeh, da so dali vse od sebe, mogoče še več, kar so dali, kar bi lahko, ampak da je to Bog pove, tisti, ki je gospodar življenja, pove, kdaj se življenje začne in kdaj se življenje na zemlji konča. In prav gotovo je ta stik zelo pomemben, tako da jaz, kot prihajam na oddelke, se vedno pridem pozdraviti najprej osebje, povem, komu sem prišel, seveda pa obhajamo skupaj tudi praznike, obeležujemo praznike, povem, da je danes v tem dnevu kakšen praznik, tudi kakšna sladka dobrota, da se ta praznik obeleži in je veliko lažje. Ne? Predvsem pa potrebujemo ta človeški stik, pogovor, bližino, toplino, prijaznost, kajti vsi smo v kliničnem centru, v bolnišnicah smo vsi tam zato, da bi pomagali človeku, drugemu, predvsem pa, da bi mu lajšali bolečine in pa ga opogumljali, kajti bolnica je kraj upanja. Nihče ne pride v bolnico zato, da bi tam umrl, čeprav je to nažalost dnevno na spisku, ampak prihajamo tja po upanje, po zdravje, da bo se naše življenje izboljšalo in da bomo šli zdravi ali pa saj malo bolj zdravi domov, kot smo prišli v bolnišnico. Tako da je en tak v bistvu konglomerat teh odnosov in sem zelo vesel, da velikokrat pokliče zdravstveno osebje, da pokličejo zdravniki ali pa medicinske sestre na željo svojcev, na željo pacienta, da prosijo za obisk duhovnika. Kdo lahko prejme zakrament bolniškega maziljenja, mogoče? Zakrament bolniškega maziljenja prejme lahko vsak krščen, seveda v stiski, v težavi, v bolezni, ki jo ima. Načeloma za zdrave ljudi velja tam nekje po 65. letu. Zopet druga razlaga pa je, da lahko prejmemo zakrament bolniškega maziljenja 2-krat letno. Prav vsak človek, tisti, ki je prejel zakrament Svetega krsta. Zaradi tega, ker vsak se nekoč znajde v duševni stiski, v duhovni stiski, ki se nam na zunaj ne vidi, pa lahko zaprosimo duhovnika za pomoč. Seveda v naši nekje globoko zasidrano je še vedno, da pokličemo duhovnika takrat, ko se nekdo poslavlja z tega sveta. Tudi takrat je zelo pomembno, ampak želim poudariti predvsem to, da prejem bolniškega maziljenja je zakrament za tistega, ki ga potrebuje, da zdravi na duši, duhu in telesu. In zato se naj ne bojimo prejemati zakramenta in poklicati duhovnika, ko smo v stiski, da nam podeli zakrament. Ste župnik bolniške župnije, seveda pa imate gotovo tudi kakšnega pomočnika, ki priskoči na pomoč. Ja, imam tudi kaplana, ki je skupaj z mano dela predvsem ob koncu tedna, od petka do nedelje,
petkih me zamenja. Tako da, ja, mi dva skupaj potem upravljava in oskrbujeva bolnike. Je med prazniki, morate biti nekoliko bolj v pripravljenosti? Tako je, med prazniki se število zakramentov poveča, tudi to se da opaziti tudi skoraj vsako nedeljo, ker smo občutljivi na posebne dneve, na nedeljo kot Gospodov dan, potem pa tudi na praznike in za praznike si želimo prejeti obhajilo ali pa drug zakrament, spoved, bolniško maziljenje, ne glede na to, kolikokrat smo bili v cerkvi, kako dejavni kristjani smo v svojem življenju. Gospod Anže Cunk, kaj bi pa želeli sporočiti širši javnosti o možnosti duhovne oskrbe bolnih, še posebej v zdravstvenih ustanovah nasploh? Predvsem bi želel še enkrat poudariti, naj se ne bojimo prejemati zakramentov, naj se ne bojimo poklicati duhovnika, kadar smo v stiski, v težavah, problemih, ki jih imamo, tudi lahko samo za pogovor, in pa naj se ne bojimo, da naj zaupamo tudi zdravstvenemu osebju, kateremu smo prišli po pomoč, naj jim zaupamo, izročamo in konec koncev naše življenje, in zdravstveno osebje se po svojih najboljših močeh trudi, da bi nam pri tem pomagalo. Seveda pa, ker smo ljudje krhki, pa si izročamo svoje in prepuščamo svoje življenje v Božje roke. Naj se zgodi Božja volja, tista, ki je najbolj pomembna za naše življenje, ker samo Bog ve, kaj je za nas dobro, pa ne samo dobro, kaj je v bistvu najboljše. In ne glede na vse, karkoli se nam v življenju zgodi, ne smemo pozabiti, da je Bog z nami, in prav to nam pripoveduje advent, to nam pripoveduje božični praznik, da je Bog Emanuel, tisti, ki je z nami. Najlepša hvala tudi za te sklepne, spodbudne besede, gospod Anže Cunk, župnik bolniške župnije v Ljubljani, in vse dobro, veliko blagoslova pri vašem delu in upravljanju vašega lepega poslanstva še naprej. Hvala tudi vam za povabilo in blagoslovljen advent, pripravo na Božič želim vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V Radencih so bile minuli podaljšani konec tedna mini radijske počitnice, na katerih se je zbralo kar 500 poslušalk in poslušalcev Radia Ognjišče. Sestavni del programa je bila sveta maša v župnijski cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda. Zato nas je zanimal utrip župnije, ki poleg domačim vernikom svoje vrata odpira tudi počitnikarjem in drugim gostom. Poleg naših počitnikarjev, ki so imeli maše od četrtka do nedelje, so v petek popoldne in soboto dopoldne svetišče napolnili udeleženci duhovne prenove, ki jo je vodil fra Ivo Pavič z naslovom Jezus ozdravlja tudi danes. Župnik jezuit pater Albert Bačar se je rad odzval povabilu in predstavil utrip župnije. Sodelavec Tone Gorjub, ki se je pogovarjal z njim, ga je najprej vprašal, kdaj se je prvič srečal z Radiem Ognjišče. Ne vem, če se spomnim, kdaj sem se prvič. Imam v spominu, da najbrž že kmalu od začetka, ko je radio nastajal, sem zvedel zanj, potem tudi poslušal vedno znova, včasih pač v avtu ali pa kakšne oddaje, potem ko je enkrat bilo tudi že na internetu možno spremljati ali pa poslušati nazaj. In se spomnim, da sem vedno z veseljem šel poslušati, pa vedno znova potem tudi po kakšnih intervjujih ali karkoli drugega, ko sem slišal, da je to bilo, pa je bilo potem več zanimanja za iti poslušati. Tako. V tej župniji ste dokaj novi, kljub temu pa srečujete starejše ljudi, bolnike, osamljene, onemogle. Verjetno kdaj nanese beseda tudi na Radio Ognjišče. Kaj jim pomeni? Ja, kakor imam jaz vtis zelo veliko. Nekateri pač to besedno rečijo, saj nobenega drugega radia ne poslušamo kot Ognjišče, tako da so veseli vedno znova to, da je tudi veliko pozitivnega na radiju, da niso samo tiste škandalozne novice gor, ampak da je tega veliko, da je tudi molitev zraven, ker tudi veliko potem molijo zraven. In so, vedno znova dobimo odzivno, da je poleg gledanja Exodus TV-ja, da je Radio Ognjišče eno od tistih, ki jim res zelo veliko pomeni, da jih spremlja, da lahko zraven živijo tudi svojo vero in da slišijo tudi stvari, ki jih morda drugače ne bi. Na župniji ste dokaj novi, kot ste povedali, ste prišli v župnijo v začetku tega leta.
Kako bi opisali to vašo župnijo nekje na severovzhodnem robu Slovenije? Ja, preden sem prišel, niti nisem vedel, da je Slovenija tudi tako velika, da se lahko iz Ljubljane 2 uri človek vozi, da nekam pride. Ja, nisem poznal veliko, še zdaj pravzaprav spoznavam župnijo. Je veliko ljudi, ki z veseljem sodelujejo, to imajo veliko veselje, prevzamejo stvari, ki jih lahko, tako da sem tega res vesel, veliko ene iniciative, sodelovanja, so me lepo sprejeli. Poleg tega župnijskega dela je vaša župnija na nek način tudi turistična župnija, tako kot župnija ob naši obali ali recimo Bled, Kranjska Gora, pa še kakšna bi se našla. Kako pa je skrbjo za turiste, ki prihajajo sem? Ja, v smislu, da je nekaj sodelovanja tudi z temi hoteli Radin, kapela v parku je pravzaprav njihova, ampak jo župnija uporablja za Svetoano, pa potem za nedeljo za žegnanje, da so me iz hotela pravzaprav tudi sami poklicali, če bi imeli lahko tudi blagoslov velikonočnih jedil tam, in smo potem imeli. Ja, potem se pa pozna predvsem po tem, da je vendarle kar nekaj ljudi, ki prihajajo sem v Radence in vedno znova zaidejo tudi v cerkev. So domači, ki prihajajo iz vseh koncev Slovenije, pa potem vedno znova povejo, pridejo tudi k maši, včasih med tednom, včasih ob nedeljah, pa potem radi kaj poklepetajo ali pa povejo, od kje so prišli. Pa tudi vedno znova kar nekaj nemško govorečih srečam, tudi zgleda, da radi prihajajo sem v Slovenijo. Ni pa to najbrž isto turistično, kot je Primorje, ko je vedno veliko ljudi, to je bolj vezano na ta hotelski turizem, ko ljudje prihajajo, tam bivajo nekaj dni, pa velikokrat res potem pridejo tudi k maši ali pa skupine ali pa posamezniki tudi čez dan pogledati cerkev in se ustaviti malo v njej. Je pa itak odprta, tako da to imajo pa dostop lažji kot morda nekje drugje, ko so cerkve včasih še celo zaprte. Verjetno še niste imeli tako velike skupine, kot je ta družba prijateljev Radia Ognjišče. Nismo prvič tukaj, pa vendar za vas prvič. Je bilo za vas presenečenje, da nas je toliko? Ja, sem malo že slišal prej, da bo precej. Potem je bila najprej številka okrog 300 rečena, ko sva se s gospodom Francijem najprej pogovarjala. Potem sem pa že, kakšnih 2-3 tedne, preden ste prišli, slišal, da bo to še malo več. Tako da ja, sem bil presenečeno vesel, da je takšen lep odziv, in da se vas je tudi v cerkvi toliko zbralo, ker imamo sicer za Božič, za Veliko noč, pa za kakšno večje praznovanje res polno cerkev, da tudi gor napolnimo včasih, ampak običajno pa je še kar dovolj prostora za sedeti, Vi ste pa res lepo popolnili, Se je pa to zdaj ravno pokrilo še s tem duhovnim seminarjem, ki smo ga imeli, tako da zdaj smo imeli danes, boste drugič, se pravi vi drugi, ki ste čisto napolnili cerkev, pa včeraj ste bili pa ta prvi, je bilo pa potem popoldne še enkrat tudi čisto polna, tako da ja, je pa tako lepo videti, cerkev res zapolnjeno, da ljudje pridejo, se ustavijo, da sodelujo potem tudi pri maši. Lahko rečemo, da je zdaj tukaj z nami Slovenija v malem. Iz vseh koncev Slovenije prihajajo, verjetno je tudi marsikdo, ki vas pozna. Ste srečali koga? Ja, tudi že nekaj. Kakšni so prišli že pozdraviti sami ali pa so se potem tole ustavili še v cerkvi. Ja, pa tudi vedno znova prihajajo ljudje, ki se poznamo, ki so v Radinu ali pač v teh hotelih, na oddihu, pa se potem pridijo oglasiti še v župnišče ali pa tukaj k maši. Tako da ja, vedno znova se zgodi, da srečujem ljudi, ki smo se že prej kdaj srečali. Ja. Pater Albert, hvala vam za vaše gostoljubje in uspešno delo v tej župniji še naprej. Ja, hvala tudi vam na Radiu Ognjišče in lep pozdrav vsem, ki poslušajo. Srečno, z Bogom. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljam sestro Metko Kos, ki bo v imenu Svetopisemske družbe Slovenije povedala nekaj več o letošnji adventni akciji, ki jo pripravlja Svetopisemska družba. Adventna spodbuda pa nosi naslov Prisluhni besedi. Sestra Metka, lepo pozdravljeni in kaj prinaša letošnja adventna akcija? Ja, dober dan vsem poslušalcem. Letošnja svetopisemska akcija bo o Božjem kraljestvu. V bistvu Prisluhni besedi je en projekt, ko smo posneli celo novo zavezo, audio novo zavezo in zavemo to Božjo besedo iz tega projekta, se pravi, najprej je posnetek, odlomka in pol sledi tudi kratko razmišljanje. Letos bo pa res na temo Božjega kraljestva, ki je že med nami, kakor beremo v Markovem evangeliju, prvo oznanilo. Prvo, kar Jezus uči, je Božje kraljestvo se je približalo. Na kakšne načine lahko ta beseda prihaja med nas v adventnem času? Kako se lahko prijavimo na adventno akcijo? Sta dva načina in sicer prvi je, da spremljate audio akcijo, tako da greste na spletno stran Svetopisemske družbe Slovenije in na prvi strani se vam bo takoj pokazala možnost za prijavo. In vpišete svoj e-mail in na e-mail boste dobili vsak dan posnetek in ga poslušate, se pravi odlomek plus kratko razmišljanje za spodbudo. Druga možnost pa je tudi preko aplikacije Svetopismo YouVersion, kjer je pa tudi adventno premišljevanje z istim naslovom Življenje v Božjem kraljestvu in dobite vsak dan, spet vam telefon pošle, da lahko preberete odlomek in tudi to razmišljanje, ki tam pa je tako, da je treba prebrati. Da se umirimo, da se nekako v duhu pripravimo na Božič, ne v tisti naglici, da ni v ospredju kaj drugega kot to, kar je bistvo praznika. Ja, res je, se že sama Božja beseda pravi, da Božje kraljestvo je veselje, mir in pravičnost v Svetem duhu, In vsi hrepenimo po tem miru, po tem, da bi se malo ustavili, ker Bog govori na zelo nežen in blag način in se je treba umiriti, da ga sploh slišiš, Pa v bistvu najprej rabimo slišati sami sebe, ni res, ker je tempo življenja zelo zahteven. In Božja beseda nam pri tem res pomaga. In sem prav presenečena, ko mi ljudje pravijo, poslušam akcijo, ko likam, ali pa ko se vozim, ali pa zjutraj, ko pijem kavo. In je to tisti trenutek, ko res se moje misli malo ustavijo in preprosto odmeva to, kar sem poslušal. Z nami je bila frančiškanka, Marijina misionarka, sestra Metka Kos, ki je predstavila adventno spodbudo Prisluhni besedi. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost v današnji oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno adventno nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.